Pavlovi hiši v sosednji avstrijski Potrni, v kateri deluje kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko, so v sredini maja tako rečeno odprli letošnjo sezono dogodkov. Teh je bilo v minulih 2 letih zaradi pandemije covida bolj malo, za letos pa jih načrtujejo kar nekaj. Prvi od teh je tako bilo odprtje razstave del in knjig 2 priznanih in mednarodno nagrajenih ilustratork otroških knjig iz obeh strani meja, Helge Banš in Manice Klenovšek-Musilj z naslovom Svetova podob. To je razstava 2 znanih in znamenitih ilustratork otroških knjig, 2 umetnic, ki imata to sposobnost, da svojimi slikami toliko izražajo, kar pač v slikanic ne moreš povedati z besedami. Nekatere njihovih knjig imajo seveda tudi besedišče. Za te najmanjše, ki šele začnejo brati oziroma ki dobijo pravljice za lahko noč, ne? In se vidi, da se, čeprav ima vsaka svojo tehniko, se mi zdi, da se ti 2 umetnice izredno dobro ujemata. In torej je na eni strani seveda zanimiva razstava za starše z otroki, na drugi strani je pa res tudi umetniška razstava, ker mislim, da so vrhunska dela tu na ogled. Manica Klenovšek-Musilj, ki prihaja iz Maribora, se na razstavi predstavlja s svojimi zanimivimi in edinstvenimi ilustracijami, ki jih je moč videti tudi v njenih lastnih literarnih delih za otroke. Rdeča nit so moje slikanice, otroške slikanice, ki sem jih izdala zdaj v Sloveniji že 13, išle so že tudi marsikje po svetu. Če pa rdeča nit, lahko rečem, da so vse te moje slikanice oziroma vse moje ilustracije iz te slikanice, vse tekstilni kolaži. Tako da pa večinoma so živalske razne, tako da to bi lahko bila rdeča nit. Rdeča nit je pa tudi preplet s Helgo Banš, z avstrijsko ilustratorko, s katero skupaj se razstavljamo. Na podlagi povabila Davida Krajncelbinderja. Med letoma 2011 in 2021 je pri različnih uglednih slovenskih založbah izdala kar 13 slikanic. O svojih začetkih v otroški literaturi pa pravi. Študirala sem arhitekturo. Prva leta po zaključku študija sem tudi skorajda izključno v arhitekturi delala, dobila sva prijateljica tudi kar nekaj nagrad, bila tudi v ožjem izboru za Plečnikovo nagrado, naprimer, ampak ko sem pa dobila prvega od 3 otrok in potem pač še drugega in tretjega, sem pa pričela tudi z otroško literaturo. Ampak to je zdaj že v bistvu potem, če gledam zdaj, koliko moja najmlajša stara, nekje približno dobrih 13 let se že ukvarjam bolj z otroško literaturo. Ampak pričela sem pa v bistvu bolj z zgodbicami, kar sem si želela ilustrirati. Tako da cilj pa je bil ilustracija, ampak zelo v redu oziroma zelo svobodno se počutim pa, ker imam tudi svoje zgodbe, ker imaš potem svojo svobodo potem tudi pri ilustriranju. Njene knjige so vse bolj razširjene in prevedene v več jezikov. Najdete jih v Sloveniji, na Kitajskem, v Pakistanu, Turčiji, Španiji, Švici, Nemčiji, Avstriji, Braziliji, Indiji, Rusiji, Združenih državah Amerike, na Hrvaškem, Češkem, v Združenih arabskih emiratih in Južni Koreji. S takšnimi in drugačnimi razstavami svojih del se predstavlja po vsem svetu. Tokrat v sosednji Avstriji, tudi med zamejskimi Slovenci. S to razstavo sem res v obmejski del vpeta v Slovenije, se pravi avstrijsko-slovensko mejo, ampak, kako bi rekla, vpeta sem pa tudi v široki prostor. Nazadnje sem imela zdaj razstavo v Švici, pa dobro, na Kitajskem sem že imela, tako da v bistvu hočem povedati povsod, ja. Ampak je zelo prijetno biti, tu se počutiš kot doma. Ker v bistvu ful blizu Maribora, tako da to je tudi prijetno. Pa tu smo ful prijetno presenetili veliko Avstrijcev, ker zna slovensko. In kateri njeni liki so ji najbolj všeč? Težko rečem, da so mi najljubši točno določeni liki, ampak najrajši pa upodabljam v bistvu kot neke človeške zgodbe skozi živalske like. Tako da najrajši pač upodabljam kakšne, bi lahko rečem, tudi kakšne otroške zagate ali pa ko se kaj zgodi v življenju, ampak vse potem večinoma skozi živalske like. Podobna je tudi zgodba v knjigi, ki je šla nazadnje.
Najnazadnje mi je šla Riba Tonka. Riba Tonka večino knjig sem izdala pri založbi Pivec, ta Riba Tonka pa je šla pri založbi Miš. Riba Tonka pa je pač riba, ki bi izredno rada bila voznica in rada bi vozila karkoli, kar ima kolesa. Seveda je to skoraj da nemogoče, ker kot prvo je riba, ki jo vodi, ki bi bila rada voznica. No, na koncu zgodbe pa ne vem, je mogoče pa treba iti v knjižnico oziroma si vzeti knjigo, da boste izvedeli, kaj se z Ribo Tonko na koncu zgodi. Njeni otroci so tako ali drugače povezani z njenimi deli. Pred leti so bili prvi ocenjevalci, sedaj pa je nekoliko drugače. Zdaj so pa že veliki, ampak priznam pa, da pri eni izmed prvih slikanic Mala arhitekta so se kregali, za katerega bi bilo posvetilo, ker so pač vsaka slikanica skoraj da, pač veliko slikanic je posvečenih tudi mojim otrokom, ampak za ono so v bistvu se vsi trije kregali, ker jim je bila tako všečno. Da so bili prvi bralci, zdaj pa so že toliko večji, da jim mogoče so že, da jim teži potem mama preveč s tem, O tem, odkot črpa navdih, pravi. Zelo različno. Zdaj pri ilustracijah je tako, da jih nekako kar vem, kako bi jih naj naredila, čeprav sam proces, da jih naredim, dolgo traja. Zgodbe so pa zelo različne. Velikokrat je tudi tako, da se ti v življenju kaj zgodi ali pa se kaj z otroki zgodi in ti ostane nekje globoko v tebi in pride na plan. Tako da v bistvu je zelo veliko različnih. No, zdaj Riba Tonka ni tako prišla, ampak kar nekaj, ali pa še ena slikanica Prijateljici, ki bo šla letos še v jeseni pri založbi Pivec, je pa nekaj, kar se je zgodilo z eno od mojih hčera. Tako da, različno. Na vprašanje, ali je v nastajanju še kakšna zanimiva otroška knjiga, nam je Manica zaupala. V moji družini imamo kar nekaj živali, in zdaj nazadnje je najmlajša hčera prinesla domov, da imamo še podgano kot domačo žival, tako da nastaja zdaj slikanica Podgana Karla. Na razstavi si je bilo moč ogledati tudi dela avstrijske pisateljice in ilustratorke Helge Banš, ki živi na Dunaju na Južnem Štajerskem. Njene slikanice so izšle v več kot 27 jezikih. Zanje je prejela številne nagrade in priznanja. Nagrado za otroško in mladinsko knjigo mesta Dunaj, avstrijsko nagrado za otroško in mladinsko knjigo, štajersko nagrado za otroško in mladinsko knjigo, nagrado za izstopajočega umetnika, nemško evangeličansko knjižno nagrado in nominacijo za nemško mladinsko literarno nagrado. Razstavljala je po vsem svetu, med drugim v ZDA, Italiji, Španiji, Japonski, Slovaški, Bolgariji, Hrvaški in sedaj tudi v Avstriji. Razstava vabi na ogled vse do 2. junija. Sicer pa bo letošnja sezona v Pavlovi hiši polna dogodkov. Bomo tu v Pavlovi hiši gostili v soboto 24. maja delavnico z rožicami, to je skupina žensk, ki z naše te stare papirnate rožice delati in prihajajo iz Murske Sobote in bodo tu z zainteresiranimi osebami to izdelali. Potem imamo junija Štajerski dan branja, kjer bomo od knjižnice v Radgoni, torej Bad Radkersburgu, šli peš do Pavlove hiše. Če ne bo deževala, vmes pa na 2 postankih bomo prebrali knjige Helge Banš in Manice Klenovšek-Musil v nemščini in slovenščini. In julija bo potem koncert našega zbora, potem bo julija še naslednja razstava 16. julija in potem avgusta bo spet festival sodobne umetnosti Hochsommer, ki je od Južne Gradiščanske do Radgone. To je od 5. avgusta do 16. avgusta. Sodelujemo zopet pri dnevi poezije in vina in vmes bo morda še nekaj malega, tako da dobrodošli v Pavlovi hiši.